Danes v Pomurskem dnevniku. 31. obletnica SDS. Spremembe zdravstvenega zavarovanja. Vpisi prvošolcev. Zbiratelj kamnin in mineralov. Vreme, jutri bo pretežno oblačno. Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. V Murski Soboti je v soboto potekala slavnostna akademija SDS ob 31. obletnici ustanovitve stranke. Janez Janša je v nagovoru poudaril, da smo po vsej verjetnosti blizu 4. predčasnim volitvam. Včeraj je minilo natanko 31 let od ustanovitve Slovenske demokratske stranke. Ker velik del njihove družine živi v Prekmurju, so 31. obletnico obeležili prav v Murski Soboti. Zbrane je uvodoma pozdravil predsednik Pomurske regijske koordinacije SDS, gospod Karlo Šoš. Zelo me veseli, da lahko danes tukaj ta pomembni dan praznujemo v Murski Soboti. To gre zahvala predvsem vodstvu stranke, da so se tako odločili. Gospod predsednik, vam želim obilo uspeha pri formiranju nove koalicije in nove vlade za bodočnost naše domovine. Danes praznujemo po 3 dobljenih volitvah, praznujemo pa tudi po več kot letu izgubljenih priložnosti za Slovenijo, je v nagovoru povedal predsednik SDS Janez Janša. Vprašanja, ki so bila odprta pred enim letom, so odprta še vedno, nekatera so še bolj pereča. Od dolgotrajne oskrbe starejših, odseljevanja mladih, ob hkratnem pomanjkanju delavcev v slovenskem gospodarstvu. Birokratska navlaka se je v tem času prej povečala, centralizacija je večja. Kot je dodal, izboljšav v letu dni ni bilo zaslediti niti v stanju zdravstva, niti v rešitvi problema povečevanja delitev brez osnove na prvorazredne in drugorazredne. Slovenska demokratska stranka je doslej za številne volitve, za tiste, na katerih smo zmagali, tudi za nekatere prej, predstavlja celovite programe. Če bi se uresničevali, bilo stanje bistveno boljše. So se nekatere stvari izboljšale, ampak to je v glavnem posledica rutine in tam, kjer je šlo za kvalitetnejše premike naprej, predvsem trdoživosti slovenskega gospodarstva. Janša je na slavnostni akademiji v Murski Soboti spomnil na nastajanje novih obrazov pred vsakokratnimi volitvami in po njegovem bomo zdaj spet priča poskusu podobnega vzorca. V Sloveniji smo šli doslej 3-krat zaporedoma na predčasne volitve, tudi 4. so blizu, po vsej verjetnosti in grem staviti s komorkoli, da bomo spet priča poskusu podobnega vzorca. Kljub temu, da se ve, da takšni poskusi ne učinkujejo, pač se najbrž še vedno da do določene stopnje stvari zmanipulirati. Kljub arabskemu pregovoru, ki pravi, vi lahko osla našemite v konja. Če to naredite dobro, mogoče lahko to stvar celo prodate na sejmu, kakšnemu naivnemu kupcu, ampak s tem na konjski dirki ne morete zmagati. Pač, ko pride do dirke, se na semaforju pokažejo rezultati, poberejo sestave in potem mora miniti nekaj časa, preden se lahko kaj podobnega ponovi. A po njegovih ocenah je jasno, da je z obstoječim volilnim sistemom lahko zgraditi delujočo večinsko koalicijo zgolj na osnovi tega, kar imamo zapisano v ustavi. Ob koncu slavnostne akademije so med drugim podelili tudi najvišje priznanja SDS, celotno slovesnost pa je spremljal pester kulturno-pevski program. V veljavo so stopila nova pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki se nanašajo predvsem na pravice s področja medicinskih pripomočkov ter na administrativne razbremenitve. Poglejmo, katere pravice vam bodo sedaj pripadale kot bolniku. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije s kar 10 milijonov evrov vredno novelo pravil širi obseg pravic bolnikov. Spremembe pravil obveznega zavarovanja se obetajo zavarovancem z inkontinenco ter sladkornim bolnikom.
Odslej bodo namreč uvedli nov sodoben senzorski sistem, s katerim bodo bolniki spremljali nivo glukoze v krvi. Doslej so se bolniki s sladkorno boleznijo mesečno morali tudi kar 250krat zbosti v konico prstov, z novim pripomočkom pa večina teh vbodov ne bo več potrebnih, saj bo elektronska naprava spremljala vsa nihanja ter bolniku in zdravniku nudila osnovo za ustrezne ukrepe. Razširili bodo še pravice za slepe in slabovidne, ki so doslej bili upravičeni bodisi do Braillovega stroja, bodisi do Braillove vrstice. Z novelo pravil pa se ta dva pripomočka med seboj ne bosta več izključevala. Spremembe pa so tudi pri izdaji napotnic za obisk specialista. V preteklosti so bolniki v primeru pretečenega roka napotnice morali znova obiskati osebnega zdravnika. Odslej pa specialist lahko sam podaljša veljavnost napotnice največ do 2 let, če to oceni za smiselno. Z novo uvedbo elektronskega bolniškega lista zavarovanim osebam v primeru bolniške odsotnosti od 1. februarja ni več treba delodajalcu prinašati potrdil v fizični obliki. V našem studiu smo gostili Vlada Kolmaniča, upokojenega diplomata, ki je spregovoril o zunanji politiki, prihajajočih predsedniških volitvah v ZDA ter športu. Celotni pogovor si poglejte danes ob 18:15 v oddaji Aktualno. Sedaj pa vam pokažemo zgolj delček pogovora o izpostavljenosti Luke Dončića v slovenskih in ameriških medijih. Slovenski mediji izredno poudarjajo in tudi vsak detajl, to sem tudi danes opazil, vendar pa ameriški pa veliko manj. Moramo vedeti, da Američani imajo pač drugačen pogled na to. Vse je prav, da naši izpostavljajo pač, ker je Slovenec in uspešen, vendar pa ameriški, če pogledamo recimo tudi naslove teh športnih prispevkov, poudarjajo svoje v naslovih tudi pozneje. Tam Dončić se omenja bolj v kontekstu, tako kot recimo tudi drugi, tuji košarkarji ali športniki nasploh. Pri njih so v prvem planu absolutno ameriški. Je koristno seveda, da je Dončić tako uspešen, vendar to pač sega na določen segment v ZDA bolj, to ni na naslovnicah glavnih medijev, temveč morate iti na kakšno športno stran, recimo pa tam vidite. In drugič, ta liga ima seveda na stotine, NBA ima na stotine igralcev, tako da tam potem tudi se to malo relativizira. V tem mesecu potekajo vpisi v prvošolce v osnovne šole. V letošnjem šolskem letu je bilo v prvi razred z odloženim vpisom vpisanih 2393 otrok, predčasno pa 22 otrok. V prvi razred osnovne šole morajo vpisati starši svoje otroke rojene leta 2014, kar pomeni, da so ali bodo v tem koledarskem letu dopolnili 6 let. Ukolikor starši menijo, da njihov otrok še ni pripravljen za vpis v šolo, lahko predlagajo odložitev šolarjenja, pri čemer pa je treba nepripravljenost posebej ugotavljati. Predlog lahko poda tudi zdravstvena služba. Število vpisanih z odloženim vpisom se je v zadnjih letih precej povečalo. Še v šolskem letu 2010-2011 je bilo v prvi razred z odloženim vpisom vpisanih 809 otrok ali 4,5% vseh. V letošnjem šolskem letu pa že 2393 oziroma 11,4% vseh. Na drugi strani pa je možen tudi predčasen vpis otrok. Tega sicer zakon posebej ne ureja. Starši, ki želijo otroka predčasno vpisati v prvi razred, morajo na šolo nasloviti vlogo, o kateri na to odloči ravnatelj. Po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je bilo v letošnjem šolskem letu v osnovno šolo predčasno vpisanih 22 otrok. Starši lahko otroka vpišejo v eno izmed nekaj več kot 450 javnih ali eno izmed 6 zasebnih osnovnih šol, ki izvajajo javni program. Otroka je treba vpisati v kraju, kjer stalno oziroma začasno prebiva. Starši ga lahko vpišejo tudi v drugo šolo, vendar mora ta s tem soglašati. Konzorcij medijev TV Ideja, Sobota.info.com, Maribor.info.com ter Ptuj.info.com izvaja projekt Kohezijske zgodbe, v okviru katerega predstavljajo zgodbe ljudi, ki jim je evropska kohezijska politika spremenila življenje. Sedaj vam bomo predstavili zgodbo največjega zbiratelja kamnin, mineralov in fosilov v Sloveniji, Viljema Podgorška, ki ima v svoji zbirki med drugim tudi mamutovo dlako in dinozavrovo jajce. Najbolj ponosen sem zagotovo na lastno najdbo, to je na primerek Jantarja v Matični kamnini, ki istočasno predstavlja prvo to vrstno najdbo v Sloveniji. Moj raziskovalni dan izgleda tako, da se navadno že naprej s kolegi dogovorimo, kateri dan bomo šli na teren, tudi izberemo lokacijo, vzamemo ustrezno orodje in potem se zjutraj odpravimo na teren in več ali manj ves dan delamo na terenu.
K temu delu me zagotovo vodi raziskovalna žilica, radovednost po novih najdbah. Če bi skupno število mineralov in fosilov seštel, sicer ni vse razstavljeno tukaj v vitrinah, vam to samo del, je to zagotovo evidentirana največja zasebna zbirka mineralov in fosilov v Sloveniji. Zbirka se še vedno dopolnjuje z novimi primerki in jo tudi mislim naprej nadaljevati, koliko mi bo zdravje dopuščalo, seveda potem tudi naprej, ko bom dosegel, upam, da upokojitev, pa še bom imel verjetno veliko več časa, kot ga imam zdaj. Na sobotainfo.com poročajo o višji povprečni mesečni plači. Za koliko se je povišala, preberite na sobotainfo.com, mi pa si sedaj poglejmo še kratke novice. Danes nam je bilo vreme s soncem kar naklonjeno, že jutri in v prihodnjih dneh pa bo pretežno oblačno. Več o vremenu v vremenski napovedi. Danes smo imeli delno jasen dan s temperaturami okrog 16 stopinj Celzija. Opoldne smo v Lendavi in Murski Soboti izmerili 15 stopinj, v Radencih 14 ter v Krajinskem parku Goričko 13 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno. Na severovzhodu bo po večini suho, drugod bo občasno rahlo deževalo. Na Primorskem bo ponekod zapihala šibka burja, ponekod v notranjosti Slovenije pa severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okoli 5 stopinj, dnevne pa okoli 13 stopinj Celzija. V sredo bo spremenljivo oblačno, popoldne in zvečer bodo krajevne plohe. V četrtek bo pretežno jasno. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od -3 do 2 stopinji, dnevne pa okoli 10 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran www.tvidea.si. Želim vam lep preostanek dneva in nasvidenje do jutri.